Spoštovani, prisrčen pozdrav iz soncem obsijanih Domžal iz športnega parka ob Kamniški Bistrici, kjer je pred nami uvodna tekma 31. kroga v prvi ligi Telemach. Slovensko nogometno državno prvenstvo gre počasi v svoj sklepni del. Vsaka tekma je seveda izjemno pomembna in s tole današnjo ni prav veliko drugače, s tem, da je treba dodati, jasno, predvsem je pomembna za goste z Obale. Pred domačimi je sicer ena najpomembnejših tekem v klubski zgodovini. Iličić, dober predložek je to, priložnost in gol! Strelec je Ruedl po podaji Iličića in Koper je že v 6. minuti prišel do prednosti z 1-0. Andraž Ruedl s svojim že 9. golom v sezoni. Na ta način je zdaj sam na vrhu klubske lestvice strelcev. Do te tekme je bil izenačen z Rimcem. Tole poglejmo še enkrat, res fantastičen predložek Iličića, potem pa Ruedl, tam je pred golovo črto skušal reševati sicer Enej Klamfer, vendar mu ni uspelo. Tu avtogola seveda niti slučajno ne bo, kajti žoga je šla v okvir vrat, to je bil strel, točno na golovi črti je še poskušal nekaj storiti. Klamfer žoge se je sicer dotaknil, ampak preprečiti vodstva gostov ni mogel in potem bi bilo v hipu za Koprčane lahko seveda precej slabše in nevarnejše. Mežnar iz obrata brani Jurkar. Zdaj so tudi domači prišli do priložnosti, res da dvignjena zastavica, torej je šlo očitno za ofsajd. Ruedl. Iličić, Mijailović. Mijailović mimo Kušića, Mijailović s predložkom, spet Ruedl do strela, brani Pridgar, odlična obramba sama Pridgarja. Blizu novemu zadetku je bil Andraž Ruedl. Damjanović in Jurhar. Maguaj, Damjanović, Tomek. Hartherz. Ruedl. Longonda. Iličić prihaja do žoge, priložnost za Iličića. Kakšna minijatura, potem pa brez gola. Predložek Iličića odbil je Mežnar, tule je znova Iličić. Hartherz. Longonda. Strel Longonda in gol, to pa je avtogol. Jean-Pierre Longonda, avtogol pa zdaj pa res Enej Klamfer. Tistega prvega mu niti slučajno ne moremo pripisati, tega pač, kajti mislim, da žoga ne bi šla v okvir vrat. 33. minuta. Ja, drugi gol Kopra je v zadnjih minutah dobesedno visel v zraku. Tule je Klamfer. Bomo počakali še na ponovljen posnetek, ampak mislim, da tule resnejšega dvoma ni, da gre za avtogol. Takole Longonda, poglejte. Tu mislim, da bi žoga bi šla mimo vrat, to je jasno. Če se ne bi umešal Klamfer, bi bil izid seveda še vedno 0-1. Bo imel seveda vsaj navidezno že skoraj tole je priložnost, Iličić ostro v sredino. Ndjaj na oddaljeni vratnici, toda odlično se je odzval zdaj samo Pridgar. Vplivale na predstave Mlinarjev. Zdaj Tomek proti Iličiću. Iličić, no, zdaj pa je zadev Jojo Iličić brez ofsajda očitno in 3-0 za Koper. Tole mislim, da je že zadnji žebelj v domačo krsto. 59. minuta. Iličić je vedel, da tudi zaradi tistega, kar se je zgodilo v prvem polčasu, tega pa res ne sme več zapraviti. Spet v svojem slogu prefinjeno, spodkopano žogo prek Pridgarja v mrežo za vodstvo gostov s 3-0.
Ja, pa vprašanje, če bo tale gol veljal. V vlogi asistenta je bil Tomek, ampak glede na tale ponovljen posnetek se zdi, da je bil morda pol koraka. Ustavlja Tomek, Longonda na tleh, to da prednost pušča Šmajc. Matondo proti Mijailoviću. Mijailović in še en avtogol. 3-0. Gravnič je zdaj žogo poslal v svojo mrežo. 71. minuta, še drugič so domači stresli svojo mrežo. Pravzaprav vse 3 žoge na tej tekmi so končale v domači mreži, potem ko so se domači nogometaši kot zadnji dotaknili žoge. Pustil žogo Leo Rimcu, tole pa je gol Iličiča. No zdaj ni avtogola, ampak skoraj da kot da je. Tudi tole so si domači tako rekoč zabili sami. Ja, marsikaj smo videli na tej tekmi. 73. minuta, zdaj pa dejansko je 3-0. Josip Iličić. Tega gola pa mu ne more ukrasti nihče. Ridgar ga je enostavno nastreljal. Od Iličiča pa se je žoga odbila v mrežo. Celo trojna zamenjava bo pri Koprčanih, kajti tudi Brown Irabor bo vstopil. Prav Jojo je zagotovo eden tistih, ki bo končal tekmo, no zagotovo. Skoraj da prepričan sem, da bo ob tem izidu zdaj veteran Iličić seveda dobil nekaj odmora. Iličić pogleduje proti klopi. Andraž Rojdel, čestitke za suvereno zmago. S tribune se je zdelo, da ste na dokaj preprost način prišli do nje. Kaj pa na igrišču? Kakšen je bil občutek? Ja, meni se je zdelo, da je zelo težka tekma. Borili smo se v vseh 90 minut, bilo je napeto. Na koncu, hvala Bogu, grejo 3 točke z nami, tako da smo vedno bliže svojim cilju. Zdaj ste pri 9 golih v tej sezoni. Zanimivo, prvi gol, ki ga niste dosegli na Primorskem. Zdi se, da ste tudi v bitki za najboljšega strelca. Koliko vam to pomeni? Ja, se ne obremenjujem s tem preveč, lepo je zabijati gole. Ampak pohvale grejo predvsem ekipi za dobro predstavo in to je posledica nekega dobrega dela ekipnega. Zoran Zeljković, iskrene čestitke za 3. zaporedno zmago. Andraž Rojdel se nekako ni strinjal z mojo oceno, da je z razdalje vse skupaj delovalo precej preprosto. Kaj pa vaše vtisi, vaše občutki? Ja, rezultat tako kaže, pa tudi imeli smo res ogromne priložnosti, ampak ni bilo lahko. Radomlje hoče igrati, spravljati nek velik prostor. Mi nismo bili najbolj sveži, ampak smo pa pokazali karakter. Se pravi, kolikor smo lahko pritiskali, igrali neko našo igro in po mojem mnenju zaslužena zmaga. Zdaj ste se res utrdili na drugem mestu, se Kopru lahko še kaj zalomi do konca tekmovalnega leta? Fantom sem rekel v enem trenutku, da moramo žogo spoštovati, vedno se lažje zalomi v formo, ki prihajaš, se dviguješ stopničko po stopničko, padeš pa lahko zelo hitro, tako kot v življenju. Tako da nič še nismo naredili, smo pa z vsako zmago bliže cilju. Ognjen Gnjatić, verjetno se lahko strinjava, da se vam je danes pripetila nekoliko skromnejša predstava. Verjetno ste tudi skušali privarčevati nekaj moči za sredo, ko pa je na sporedu ena izmed najpomembnejših tekem v zgodovini tega kluba. Pa jeste, slažem se, jedna od slabijih naših partija ove sezone. Bez obzira što smo rotirali neke igrače, mislim da to ne treba da bude nikakav izgovor za ovo današnju predstavu. Tako da slažem se s vama, nismo bili na nivou, nismo bili pravi, bez obzira, kažem, što su se neki igrači sačuvali i nisu sačuvali. Svakako je htjeli, ne htjeli, u glavi nam je kup. Vrlo brzo dolazi, tako da moramo mnogo bolje nego danas ako mislimo da prođemo dalje. Koliko vam pomeni, da boste dejansko igrali doma v Radomljah in če imate morda kakšno sporočilo za navijače? Pa sigurno da nam pomeni, tamo smo non stop treniramo, to je naša baza, tamo se dobro se počutimo.
tako da poručio bi navijačima da dođu što u većem broju, da nam pomognu da se plasiramo u istorijsko finale i ako Bog da sreće i da osvojimo kup. Slav Trenčovski, najbrž se lahko strinjava tudi Ognjen Gnatič je temu pritrdil, da danes niste bili na običajni ravni, da ste Kopru preprosto dopustili preveč priložnosti. Tako je, prvo da čestitam na zasluženoj pobjedi Kopar, jednostavno bio je bolji od nas, imao je više fluidnosti, više kretanja, imali su više fantazista u timu, tako da zaslužena pobjeda Kopru, nije to opravdanje, ja opet ću da kažem, napravili smo određene rotacije, ali nismo bili pravi, jednostavno smo dozvolili previše prostora, previše slobodu igračima koji su jako kvalitetni i na kraju zasluženo izgubili 3-0. Zagotovo pa boste misli hitro preusmerili na sredino pokalno preizkušnjo. Na nek način lahko rečemo, da bo to največja tekma v zgodovini Radomelj. Koliko vam recimo pomeni tudi to, da boste dejansko igrali doma? Svako da nam to znači, normalno da kad igramo kući to je jedan potik kao naši 12. igrač, naša publika Radomljani, Mlinari, tako da očekuje jako teška utakmica, jako kvalitetan protivnik, bez razlike šta je u drugom ligu, izbacio je i Olimpiju, izbacio je i Maribor. Mi se moramo malo osvežiti, moramo sedniti, očistiti malo glave i usmjerimo se na tu utakmicu u sredu. Kaj pa Berinje, koliko ste v zadnjem času spremljali njihove tekme? Gledali smo njihove tekme, znam da u zadnjem periodu su imali 2 nerešena rezultata, znam da danas igraju 5 sati, ne znam koliko je rezultata. Oni su tipično cvrsta ekipa koja ima svoje ideje, koja ima svoj sistem, igraju u formaciji 3-4-3, jako su neugodni, postavljaju se u srednji blok, u middle blok, jako su opasni na ofanzivnu tranziciju, na pozitivnu tranziciju, tako da očekuje jaka utakmica, teška utakmica, moramo se pravilno pripraviti i sa čistim glavama da napadnemo tu finale.